to bo mladenič, ki mu je ime Tomaž Marc. Znan je tudi kot Tomos, je mladi reper in s svojima dvema prijateljema je posnel v času karantene en vrhunski videospot, tudi na temo karantene, tako da jaz upam, da ga bomo zdaj dobili na Skype, da se bomo videli in slišali. Torej, dame in gospodje, da se jaz zdaj kontekstno naštimam samo za njega. Z nami je Tomaž Marc, imenovan Tomos. Lep pozdrav in dobrodošel, dobro voljo z Istokom. Živijo, Kje si v avtu? Seveda. Svaka čas. Kam greš v Celje, Hmen, direktno na kavč, da boš živo v oddaji še bolj? Ja, lih sem na poti, k tebi. Samo sem me ujel prehitro prek telefona. Bravo. Kak te ne kličem? Tomaž Marc ali Tomos? Kaj ti bolj paše? Večinoma me kličejo kar Tomos, ne? Tako da lahko Okay, Tomos. prvo vprašanje, odkje si dobil to nostalgično ime, ker včasih so bili motori Tomos, ko se ti še nisi rodil, in je to od tam te Ata gor na motorju naredil, ali je to z Tomaža ven? Skot izhaja to ime? Slučajno iz Tomaža, ne? Me pa vsi prašajo, pač vsi pomislijo, da prvo ne motor. Tako da, ni, žal ni, no. Tomos, tisti, ki te ne poznajo, dam ti minuto časa, da malo o sebi poveš, torej po čem bi te morali poznati, kdo si pravzaprav, odkje prihajaš, koliko si star, s čim se ukvarjaš, evo, izvoli. Ja, pač sem Tomaž Marc, prihajam z okolice Nove Gorice, sem pa reper, zdaj bom izdal svojo tretjo plato z naslovom Angeli in demoni. To je bilo to na kratko, no, v bistvu. Lej, kratko pa je drnato. Daj mi povej, mlad fan kot si ti, pa rap leta 2020 v Sloveniji, je kaj kruha od tega, je kaj biznisa, nastopaš kaj ali je rap nekako, razen za redke izbrance, potisnen preveč v stran? Mislim, da počasi se razvija, no, tudi v tej smeri, zmeraj več ljudi posluša, mislim, da prav, ko sem se lotil repat, ni bilo sploh toliko poslušalcev v tej smeri, no. Mislim, da se v redu razvija, no. Ti, kaj pa v Novi Gorici pri vas, kjeri so te, ni bil tale, kaj je bil King, je ta z Nove Gorice, sem si prav zapomnil? Ja. On še dela, on je bil en tako odštekan tip, velik 2,5 metra, vem, da je pred leti veliko delal, še ukvarja z muziko. Nisem zasledil, da bi, jaz upam, da bo, no. Kjeri so še paki? Mislim, da ste v Novi Gorici, če dalje več reparjev tam prihaja, kjeri so še taki, da jih je vredno omeniti? Walter Rep, sigurno. Ja, ta je tudi znan, ja. Walter, on je isto veteran. Zdaj smo pa mi tej novi, no. Jaša, ki sem naredil z njimi komad, Jonesy, jaz, Tomos. Pa jih je še par, no, jih je. Ta videospot, ki ga ima zavrtela na koncu najnega pogovora, daj mi malo povej, torej, kdo točno je noter, poleg tebe, ta dva, ki si jih omenil, pa jih še enkrat omeni, pa kako je to nastalo, kako ste to sploh posneli, glede na to, da niste mogli biti skupaj in tako naprej? Ja, pač Jones in Jaša sta v komadu, v bistvu, jaz sem hotel narediti en reperski projekt, sem poklical mojega dobrega prijatelja Lukca Medveščka. Slučajno je imel en beat, mi je poslal. Poslal sem beat Jaši, smo naredili, mislim, da v roku 2 tednov, v bistvu cel videospot in komad. V bistvu komad smo isti dan naredili, ko smo posneli videospot. V bistvu, kadar je Jonesy snemal vokale, smo mi Jaša že snemali od spodaj. In produkcija tega spota je pa Production Layer, to je naša produkcija. Tako da smo naredili v bistvu vse v enem večeru, v 5 urah smo vse komad in videospot. Torej, v bistvu ste dokazali, da če so razmere kaotične, če je norija, da če se zbereš, lahko tudi ful hiter narediš projekt, za katerega bi drugače mogoče rabo, ne vem, en mesec, ko bi imel v glavi, da se ti ne mudi, ne? Dejansko smo dosti bolj aktivni zdaj, ko smo v karanteni, nažalost, kot ponavadi, no. Ti, daj mi povej, Tomos, predno bova šla na videospot, kak se pa kaj bejbe zadnje čase, recimo zdaj, kar nenadoma je ta narodno-zabavna muzika noro popularna, pa če imaš harmoniko, te imajo vse bejbe rade. Kak je pa z repom? Se še punce lepijo na reperje tako v Ameriki?
Veš, kako je pri meni? V bistvu jaz sem reper, moj tata pa igra harmoniko. Tako da Ja, vidiš ti to. imam Pol imata vse dve čez. možnosti, da jih dobim, ne. Pol imata vse vidva čez. Tomos, zadnje Itak. vprašanje, pol minute časa še ima, pa gremo na spot. Dej mi povej, v tem spotu si tak zelo jezen, zelo, veš, ne pustiš se. Tukaj si pa tak simpatičen, prijeten fant. Ja. Kaj si pa v resnici? Nekaj vmes. Ne, seli to je fora. Naslov nove plate bo Angeli in demoni. Aha, da si angel ali pa demon. Ja, štekam. Lej, Pač Tomos, odvisno od počutja, bom rekel. No, tako. hvala ti lepa, komado je naslov Rafal iz Hvala za karantene, povabilo. lepo, da si se javil, delite še naprej, zdaj pa torej premierno v oddaji Dobra volja z Iztokom na TV3, z veseljem podpiram vaše delo, vaš hip-hop in Hvala. Novo Gorico in dajmo zarolati.